Fajn priti nazaj, ne? Ja, seveda, vedno. Sicer mi niti toliko časa minilo od zadnje naše tekme, 2 meseca, nekaj takega. Ampak ja, vedno je fajn priti nazaj in se res veselim petkove tekme. To je pa to, ko igraš na velikem tekmovanju, so te poletne pavze pa malo krajše. Ja, upam, da bomo to šli na svetovno, pa da saj svetovno je tudi poletne. Tudi. No, tako da ni problema. Paše, da so kratke pavze, če je to razlog. Ja. Povratek v Stožice prvič po Evropskem prvenstvu, takrat smo vsi na vrhu govorili, da to ne sme biti instant navijaštvo na Evropskem prvenstvu, da treba reprezentanco podpirati. Kaj pričakujete v petek? Avstrija močen nasprotnik, vseeno tudi s par zvenečimi imeni, ala Sabice, pa zdaj da ne naštevam vseh. Verjetno bi bilo lepo prijeti v Stožice, ki bi bile lepo polne, pa da vas pozdravi ljudje po Euro prvič na tak način doma. Sigurno. In ne dvomamo to. To, kar smo doživeli v Nemčiji, je nekaj edinstvenega, enkratnega, takšno vzdušje, ki so prečarali naši navijači, kljub temu, da so bili na večini tekmah v manjšini, ampak dejansko na stadionu ni bilo tako videti, niti kaj šele slišati. Vsako tekmo so nas spodbujali. Dejansko od začetka do konca preglasili navijače, portugalske navijače, angleške, kar ni mala stvar in z njihovo pomočjo smo dosegali tudi to, kar smo dosegali na Euru. Se pravi, ne dvomim, da bomo imeli v petek in potem v ponedeljek ponovno izredno dobro atmosfero na Stožicah. Mi bomo pa vse naredili na igrišču, da bodo navijači iz Stožic odšli veseli. Cilji zdaj Avstrija, Kazahstan, priti spet nazaj. Ja, najprej sem cilj, bom pol še eno že eno dodatno vprašanje v glavo. Ja, cilj je, pač vedno moraš imeti najvišje cilje, tako da imamo nek cilj, da bi šli v še višjo grupo, da bi napredovali. Vemo, da ne bo lahko, da je grupa težka in da mogoče tudi bojo vsi nekako bolj še pozorni na Slovenijo zdaj, z večjim respektom bojo šli proti nam, tako da mi pa moramo pokazati, da to ni bilo naključje, da obdržimo to formo oziroma se še izboljšamo, kajti vedno je še lahko boljše, tako da bomo videli po prvi tekmi, kje smo, kaj smo in upam, da bo že prva tekma pokazala, da smo dobri. Slovenija je ful dobro igrala polet, pač igra vnema, borbenost, taktično tudi. Koliko je tista Slovenija dobro igrala, zaradi tega, ker je igrala na Evropskem prvenstvu, ker je bilo nekaj posebnega, ker smo 14 let vsi čakali. Koliko bo to zdaj v bistvu zahtevno prenesti na sam Ligo narodov? Ja, jaz bom rekel to, da če hočemo igrati na takem nivoju, moramo vedno začeti iz osnov. To so borba, fajt, vedno na polno, brez špekulacij, tako da samo tako se mi zdi, da lahko dosežemo takšen rezultat ali pa še boljši, tako da ja, treba bo iti spet na glavo, ker smo videli recimo proti Malti, ko je bilo malo tak z motivacijo in vse skupaj in niti proti Malti ne gre, tako da to je osnova, pol pa seveda individualna kvaliteta, ki jo imamo definitivno in ja, to je neka baza, kje začeti oziroma nadaljevati in mislim, da če bomo tu 100%, da bo vse v redu. Vračate se pred domače navijače prvič, če izvzamemo tisti sprejem v Ljubljani, torej prvič na zelenici, kaj pričakujete? Šli ste na Euro z lepo popotnico s tribun, tam ste imeli odlično podporo, kaj pričakujete od petka vsaj? Pa pričakujem, da bo Slovenija še naprej z nami, kot je bila skozi celotne kvalifikacije, skozi to čudovito poletje. Vesel sem, da je tako, da se je fuzbal vrnil recimo temu na številko 1 šport v Sloveniji in ja, seveda si želimo, da bi vsaka tekma bila razprodana. Vemo malo, da ta ponedeljkov termin je malo tak za ljudi tudi težko, ampak ja, jaz vem, da bo pozitivna energija, da se prvič spet vidimo po tem Euru in da začnemo pisati neko novo zgodbo že s to tekmo.